hvala. Vlada pa je naredila tudi prvi korak za zamrznitvi cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Jutri bodo sprejeli še uredbo, ki bo ceno s 1. majem zapečatila na zgornjo mejo 35,67 evra. Toliko bomo namreč plačevali od septembra z novim enotnim zdravstvenim prispevkom. Takšen predlog so predlagali že v prvem strateškem svetu, a ga verjetno ni nihče prebral, pa je kritičen Erik Brecelj, vodja novega strateškega sveta. Strateški svet za zdravstvo združuje 21 strokovnjakov, ki pripravljajo predloge za zdravstveno reformo, a pomemben korak ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bil speljan brez njihove vednosti. Tu je šlo za politično odločitev, ki je bila zelo hitro izvršena. Posluha ministra za predloge strateškega sveta ni. Strani predsednika vlade, ja, ministra pa ne. Na primarnem nivoju so podali več kot 70 predlogov, uresničeno ni bilo skoraj nič, pravi Brecelj. V bistvu je bilo realizirano tisto, kar gre mimo Ministrstva za zdravje, recimo hitrejše zaposlovanje tujcev, zdravnikov, medicinskih sester, da se res premaknilo, drugače pa praktično skoraj nič. Zato danes na strateškem svetu razpravljajo, kako naprej, če sploh. Sicer so uvedbo novega zdravstvenega prispevka na ZZZS predlagali že v prvem strateškem svetu, ki je deloval pod Ministrstvom za zdravje. Bo nekdo prebral naš predlog? S predlogom novega sistema zavarovanja se Brecelj tako strinja, meni pa, da bo finančna luknja velika. Izračunati je treba, koliko denarja potrebujemo, in ta izračun ne bo lahek in verjetno nas bo glava bolela. Po vladnih izračunih bo v zdravstveni blagajni manjkalo okoli 180 milijonov, kar bodo pokrili iz proračuna, do česar je kritičen ekonomist Max Tajnikar. Naš proračun je v minusu že nekaj let. Mi že nekaj let zdržujemo ta proračun na ta način, da se zadolžujemo, kar pomeni, da bomo jutri imeli operativno poslovanje slovenskega zdravstva na osnovi kreditov, ki jih najemamo v tujini. Sramota, če me vprašate. Tudi Tajnikar meni, da bo luknja v zdravstveni blagajni večja od predvidene. O ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja praktično čez noč, tudi v nocojšnji Tarči. Erika Žnidaršič, o čem boste govorili in kdo prihaja v studio? Pričakujemo politično razpravo o prenosu prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja obvezno mimo komercialnih zavarovalnic. Gre za prelomno točko za zdravstvo ali nepremišljen populizem? V studio prihajajo minister Danijel Bešič-Loredan, koordinator Levice Luka Mesec, Meira Hot iz SD-ja in opozicijski poslanki Vida Čadović-Špelič iz NSI-ja in Jelka Godec iz SDS-a. Začnemo ob 20. uri. Hvala za vabilo, bomo spremljali. Prav tako je vlada do konca leta podaljšala omejitev